Najbližje gostovanje je prineslo najbolj dramatičen razplet in zgodbo o dvoboju v Kidričevem moramo začeti na koncu. Na semaforju je bilo 1-1, sodnik je označil 3 minute podaljška, zaradi izključitve Potokarja je ostalo na igrišču le še 9 mariborskih nogometašev, a še vedno dovolj za uresničitev cilja. Sodnik je pokazal, da se bo igralo 3 minute, prav v zadnjem napadu pa zmagoviti gol. Akcijo je začel Fajić, nato je sledila podaja Ibrahimija pred gol, kjer je Berić spretno oviral Murka in žoga se je odbila do Cvijanovića, ki jo je silovito zabil pod prečko. Veselje vodilne ekipe za potrditev 11 točk prednosti, nogometaši Aluminija pa so obsedeli na tleh, razočarani v porazu in utrujeni po igri z dodatnim navdihom, ki jim je pobrala veliko moči. Aluminij potem verjetno v drugem delu ni dal toliko energije, koliko je dal to tekmo. Če bi vložili vsako tekmo toliko energije, bi imeli mogoče kakšno točko več, ampak to je čar tega nogometa. Sosednji derbi, sigurno so bili motivirani, dosti igralcev je igrali že v Mariboru, so hodili dokazati in zato je bila tekma tudi tako zanimiva. Dogajanje v pričakovanju tekme so razrečila mariborske vrste. Tako je kaznovani Milec dobil številčno družbo izven zapisnika. Vmesne selitve na umetno travo so poskrbele, da sta ob Smrekarju poškodovana tudi Tavares in Mezga. Že prej pa se je bilo treba sprijazniti z odsotnostjo Rajčevića, ki bo po posegu na kolenu manjkal do konca sezone. Njemu v podporo so soigralci pred tekmo pritekli na igrišče s posebej izdelanimi majicami in takoj prevzeli pobudo. Ob prvi priložnosti je Ibrahimi po spretni akciji podal do Berića. Pri udarcu in soočenju z domačim vratarjem je bil uspešnejši Murko, ki je odbil kot. Toda na vodstvo ni bilo treba dolgo čakati. Med učinkovito akcijo je Mejac spravil žogo na levo stran do Vilerja. Sledil je imeniten predložek na glavo Fajiću, ki je žogo usmeril v mrežo za svoj 4. gol v dresu Maribora, predtem pa je v tej sezoni 5-krat zadel že z Ramuro. Med sosedskim obračunom so domači nogometaši redko videvali gostujočega vratarja. V napadalnih poskusih so prišli predvsem do udarcev z razdalje. V enem od teh je poskušal Blodek, a je Handanović zbrano spremljal dogajanje. Na drugi strani nekaj več razburjenja v podaji proti Beriću, ki je sprejel žogo v želji po zaključku akcije, ga je vratar Aluminija v kazenskem prostoru zbil na tla, toda sodnik se ni oglasil, končalo se je brez kazenskega strela. Namesto povišanja vodstva pa izenačenje. Gostitelji so se opogumili in tik pred odmorom uspeli priti do izenačenja. Ob uspešni akciji je Črnic spravil žogo do Kureža, ki je v udarcu najprej zadel vratnico, a se je žoga vendarle odbila v mrežo. Drugi polčas je nato mineval ob še bolj izraziti prevladi ekipe v rumenem številnimi priložnostmi, a se je dvoboj še bolj zapletel. Med iskanjem poti do novega vodstva najprej po podaji Ibrahimija spreten poskus Berića, toda izkazal se je Murko. Ob še eni akciji po predložku Cvijanovića Berić ni uspel preusmeriti žoge v mrežo. Da je bila pot do zmage v končnici še težavnejša, pa je poskrbel dogodek v 72 minuti. Zaradi prekrška nad Črnicem si je Potokar prislužil drugi rumeni karton in s tem predčasno odhod z igrišča. Ob zdesetkanih vrstah na klopi ni bilo rešitev z dovolj izkušnjami za novo napadalno energijo. Med 18-člansko zasedbo so se znašli 3 igralci z nogometne šole, Moravac in Hotić z mladinske ter Hajrić z kadetske ekipe. Tako da je Darko Milanič uspešno prerazporedil vloge med igralci začetne 11-terice in na štoperski položaj se je premaknil Filipović. Situacija na igrišču pač je bila takšna, da sem se moral postaviti na štopersko mesto. Ni mi tuje, to sem že parkrat v glavnem igral, tako da ni bilo nekih večjih problemov. Kljub številčni premoči Aluminij ni spremenil načina igre, iskali so priložnost v protinapadih in tako prišli do obetavne situacije. V glavni vlogi je bil Zajc v 2 poskusih, po drugem je žoga oplazila prečko. Nato pa zaključni mariborski pritisk, ki je obradil sadove.
Ob prvem zaključku po predložku Cvijanovića Mevlja ni bil dovolj natančen, zadnji napad pa je učinkovito dokončal Cvijanović za potrditev samozavesti ekipe in dragocene nove 3 točke. Zelo pomembna zmaga je bila danes, težko igrišče, fantje so se res mučili in želeli do konca, niso izgubili upanje, da lahko obrne rezultat, kljub temu, da jasno ni bilo vse najboljše, vendar kljub temu zelo pomembne 3 točke smo danes osvojili in enostavno v upanju, da se bo stanje igrišč hitro popravilo, ko bomo lahko oziroma ko bo igralci, kateri imajo kvaliteto, lahko potem tudi bolj kvalitetno odigrali v fazi napada. Naslednja tekma bo v soboto v Ljudskem vrtu ob 17:30 proti ekipi Gorice.